gospod Edman, vem, da ste zgodovinar, pa vendar mi izvolite to vprašanje. Pišete te knjige zaradi resnice ali malo tudi odmevnosti? Poročilo in Huda jama sta vendarle šokantna, sploh fotografije. Veste, kako jaz bi, če lahko mogoče, ker je bila omenjena kraljeva zgodba, ko pogledamo Slovence, v bistvu mi lahko v parih slovenskih svetovih govorimo, če je ta argentinski eden, ampak jaz bi tukaj na te tržaške gospe opozoril, ki pišejo zgodbe svojih očetov. In to je visokokulturen svet, ki ga pač Slovenija bo mogla ujeti. Se pravi, mi dobivamo od teh slovenskih svetov izven meja ene impulze, ki so čisto profesionalno toliko zahtevni, da jih bo treba narediti. Če vzamem te slovenske impulze, recimo gospod Rajčevo, pa tudi Alenko Kuhar, pa tako jaz me pač ženske, je ta primerna doza žlehtnobe je taka, da je moški težko skrb spravimo in še ta gospodinska pedantnost je to morilska kombinacija. Jaz se s tem ne bi upotekmovati, ampak je pa tudi res to, da, veste, jaz sem kakšnih 10 let politično upokojen, in končno si pa tudi upokojenci lahko sem pa kaj malo spektakla prvošmo. Tako da je pa zdaj, druga stvar je pa seveda spet ta poročilo komisije je grajeno preprosto spet na uvozu ene globalne politike. In ta globalna politika govori, da je zgodba mora biti victim-centered, se pravi v središču pripovedi je žrtev. Drugi standard je seveda, se pravi, ker sem bil majhen, je bila ena od mojih želja, da bil arheolog. In zdaj, ko sem najdel gospoda Jamnika, ki je sicer policaj, ampak ljubiteljsko verjeten boljši strokovnjak za prazgodovino kot večina teh Slovencev, ki medvede preganjajo okrog pramedvede in tako naprej. In ko še dobiš gospoda Ferenca, ki je en fanatičen topograf po eni strani, po drugi strani se pa tudi da kaj, recimo literarnega, malo bolj zanimivega zmeniti, potem pač preprosto pride do tega, da je to eno okolje, ki je tudi konkurenčno in če pogledamo po svetu, če vzamemo par poročil, ki govorijo o Srebrenici, Ovčari, podsaharski Afriki, Južni Ameriki in tako naprej, pač priješ do tega, da ene stvari narediš profesionalno. Če zgledajo v našem okolju kot take, ki so malo prehude, pač Bog pomaga. Jaz bi tako rekel, jaz težko, da ne bi sočustvoval s temi, ki jih stvar boli, ampak moram reči, da ravno te dni praznujem 15 let, odkar sem popivati nehal, in ker človek iz alkohola toliko časa leze kot noter, je bil remont razmeroma dolgotrajen in temeljit in moram reči, da zdaj vsakmu, ki je toliko neumen, da se s kakšno stvarjo zelo matra prvošem. Mu bo že, če ga nav pamet srečala, ga pa hudič vzeva. Tako da jaz tukaj kaj dost se s to špekulacijo, kaj bo in kaj ne bo, ne obremenjujem in bi preprosto tako rekel, ta druga izdaja te drobne knjižce v Hudi jami dosega v bistvu en rob, za katerega nikdar ne bi mislil, da ga bomo pri tem delu dosegali. To je rob enega pričevanja, se pravi, ti preprosto, če imaš mafijsko skupnost morilcev, ki se laže, ki uničuje dokumente, ki je edina pot do tega, da žrtev obtoži storilce, to, da jo odkopleš. In to, kar se je pač pokazalo v Hudi jami, je nepredstavljivo hudo. In jaz ne objavljam teh stvari zato, da bi komorkoli pač kaj škodilo, ampak zato, ker so tam, so ist esa, so einfach. In tukaj kaj dosti jaz ne morem ne pomagati in ne odmagati. Seveda je pa jasno, da nadaljevanje te slovenske zgodbe bo pa pač tako, da ko bodo tile včeraj smo imeli seminar Socializem v turizmu, in tam smo se srečali, se pravi Božo Repe, Andreja Richter, pa jaz in mi vsi trije smo pred 25 leti sedeli na eni seji zgodovinske komisije Centralnega komiteja,
kjer sem jaz kot najvišji po rangu imel uvodno besedo, jaz smo ljudje Šentjurci in ostalim razlagali, kaj mislimo o revolucionarnih izročilih. In tisto, kar sem jaz tam govoril, je organsko bila približno zastavljena pot do hude jame, a ne? Pač pa Andrej Richter in Božotu Repetu je pa šlo malo bolj k spomeniku revolucije, a ne? Tako da tudi tukaj jaz ne morem pomagati, pač, če so te poti v Sloveniji toliko različne, a ne? In ta neudobja, a ne, ki če mogoče se z gospodom Simčičem, ko se včasih pogovarjala, recimo moj največji šok v bistvu, ko smo bili na obisku v Argentini, je bila zelo ena preprosta ugotovitev. Tistim, ki so bili izven Slovenije, je šlo boljš kot tistim, ki so bili v Sloveniji, a ne? Se pravi, če lahko 20,000 ljudi, ki jih Udba označi kot politično emigracijo, dobi dva kardinala, predsednika vlade, recimo, če samo imenitno poslovno kariero gospoda Simčiča, omenimo imenitno artistično kariero in še kaj drugega, ne, je preprosto se treba zavedati, da živimo v obitem prostoru. In v tem obitem prostoru je vse, kar ven štrli, malo naporno za okoličane. Jaz mislim, da to neudobje, čim več ljudi si bo v Sloveniji prvošlo, da bojo malo različni od drugih, da bojo malo neudobje označili v ta prostor, se bo pa tukaj lažje živeli in tudi boljše zgodbe delali. Zakaj je pomembno, ne glede na ceno, da poznamo zgodovino in temno plat? To pa mislim, da je že Maja lepo povedala, je gospod Simčič te skušnjave povedal. In pa tudi se, ko družina lahko začne objavljati zgodbe, postane bolj zanimiva. Kaj je Fajčis rekel, ko so ga vprašali, zakaj piše v Rusiji? On je rekel, ja, hudiča, ne pišem v Švici. In Slovenija je ravno toliko zanimiva, kot Rusija, ne? Skratka, imamo odlične zgodbe, vse je, tukaj se bo filmov še vrtelo, a ne, in tudi, mi bomo imeli imenitno zgodovino in kot uspešna nacija si to lahko prvoško, a ne. Saj to je bilo eno moje vprašanje, zakaj radi gledamo, beremo zgodbe drugih narodov, svoje pa nekako zanikamo. To je verjetno normalno človeško. Glede, če smo že pri naši sveti cerkvi, meni ti spomini so sicer zelo novi, ampak so tako malo jamrajo bolj gospodi, ampak zdaj, če bilanco gledamo, pač partija je vstopila v ta svet, da bi cerkev odpravila in vero, Če zdaj bilanco pogledamo, pač partija nikjer ni, cerkev se pa še kar nekako vidi, In pač jaz, če bi pisal cerkveno zgodovino, bi jo pisal malo bolj viktorijansko, Tako da preprosto, tukaj manjka malo enega zdravega občutka za zmagoslavje. In tudi pač, ko se s našimi učiteljicami pogovarjaš, one imajo res ta občutek, da je svetovna zgodovina novelj naša, pa ni, ampak jaz moram reči, da sem skoraj nehal literaturo brati, ker sem vsak dan poplavljen življenjskimi zgodbami, ki so veliko boljše kot kakršnakoli literatura. Mi imamo eno prečudovito in prekrasno zgodovino in še tako je, vsi ti ljudje, ki so ekstremne izkušnje v življenju preživeli in ki dočakajo starost, kolikor toliko spokojni, spravljeni z pospravljeno špajzo, recimo, so nam lahko svetu vzor. Vse se da preživeti in iz življenja. Enkrat je up and down, ampak na koncu je lahko življenje strašno novala. Tako da nauk je tukaj strogo pozitiven.